Ja, ne bomo lajali v Luno, definitivno ne bova pa s Tadejem Perčičem, ki se mi je ravno kar pridružil v studiu Radia Fantasy, povedala, kaj bo dogajalo ne ta vikend, ampak naslednji vikend. Tadej, dobro jutro. Dobro jutro, zdravo. Kak si? Super, glih pravim, da ko te gledam tule, tako da imaš 8 rok, operiraš z vsem. Ja. Ja, lej, kar se mora ni težko, problem pa je, veš, če je bila tako velika kot ti, ne bi mogoče bilo marsikaj lažje, tak pa, ker nisem, pač moram imeti pa multiplicirane roke. Ampak Tadej, zdaj, ti sicer kot direktor Celjskega mladinskega centra, zdaj ta teden sem bila počaščena z vašim obiskom kar dvakrat, ne? Hanko Bananko sem imela že tukaj, ker so povedali, da je danes koncert Masaje. Tako je, danes od 19. ure naprej vabljeni vsi v Atrij Celjskega mladinskega centra. Sonček smo naročili, toplo vreme bo, ptice bojo in pa seveda Masaja z Gautom in Nejcem Glušičem, tako da je res ena vrhunska glasbena poslastica. No. Ok, pustimo zdaj Masajo na strani, ker jaz sem malo zasledila na družbenih omrežjih že, sem malo potipala, pa malo smo že s Hano tudi povedali, da naslednji teden se pa obeta pravi, ne moram zdaj reči, sam nogometni spektakel, ampak je nogometno-koncertni spektakel slovenskih in angleških estradnikov. Ja, tako je. Malo smo šli izven cone svojega udobja, združili to naš koncertno znanje skupaj z tudi nekaterimi športnimi navdušenci. In zdaj se rad rečem, da organiziramo tekmo Slovenija-Anglija v Celju. Okay. Mislim, da to pove vse, ja. Da tudi napolnimo skalno klet. Drugač pa res ni šala, no. Seveda naslednji petek, 19. junija, bo v Celju prijateljska tekma med slovenskimi in angleškimi estradniki, glasbenimi estradniki. Glih sem hotela reči, smisla, da bojo oni kakšni influencerji. Okay. Ker glasbeniki bodo in se bodo v bistvu ob 6. zvečer pomerili v pravi nogometni tekmi na skalni kleti. Vstop je prost, vabljeni vsi, to bo res en... Ustav se. Ja, bo pravi spektakel, ampak če že ne druga, ne. A veste, ko pravijo, da eni imajo talent, ne, za matematiko, eni imajo za muziko, eni so športniki. Daj mi sam povej, kak hudiča lahko, kak hudiča se verjetno gre, ne, ampak glasbenik se ukvarja z nogometom, ker to, veš, koordinacija roke, noge. Ja, to je v bistvu naša skrivnost, da smo povabili 25 glasbenikov iz Anglije, pa 25 glasbenikov iz Slovenije. Prosim. Tako da bo v bistvu zdržali teh 90 minut, no. Okay. Tako da bo kar neki ljudi na voljo tudi za menjave, no, kakšni morebitni poškodbi. Se glih sem hodila reči, da poškodbe ne bo, ne, nobene. Ne. Tako da ja, to se bo odvijalo ob 6. na skalni kleti. Se če malo damo v kontekst, naslednji petek v Celju bo res noro. Najprej imamo to kolesarsko dirko po Sloveniji, ja. Tako da čez dan bomo spremljali naše kolesarje, ki bodo zaključili dan v Celju. Potem pa se vsi prestavimo na skalno klet. Pa še vsi na glavni trg. No, še sploh nisem do tega prišel. Potem ob 9. zvečer se bojo pa ti glasbeniki, jaz upam, da malo nadihali in potem nastopijo na glavnem trgu. Se pravi, veliki koncert na glavnem trgu v Celju od 9. ure dalje, tako da z nami bo res veliko število izvajalcev. Od slovenskih so to recimo Gušti, Darja Gajšek, Pidži, od Angležev pridejo Leo Delajan, Thrdson, pa se pravi, res ne bom zdaj 50 ljudi našteval, no. Tako da bo res ena taka žrtka. Dejno se mama cajta, veš. Ne, Tadej, lahko se... Mogoče, da te vprašam, si že s helikopterjem kdaj letela? Kaj te moram razočarati, da ja, večkrat, ker namreč Slovenska vojska je tista, ki mi vsako leto da priložnost. Je pa zanimiva ena stvar, kar se tiče poleta s helikopterjem. Helikopter je edino ni plovilo, v bistvu pač letalo, ja. Recimo temu, v zraku. Ja, definitivno, helikopter je edino letalo, ja, Maruša. V glavnem, helikopter je edini, ki lahko leti na mestu. Sam tukaj boste vedeli. Aha, ok. No in to bo lahko vedeli tudi 5 obiskovalcev nogometne tekme. Da to prešparamo za 3 sekunde, no. V glavnem, lahko boste poleteli s helikopterjem, kako pa izveste čez 3 minutke. Sam da gremo zdaj z Donna Summer
malo pauze narediti, ker ona pa res gara za denar. Ja, malo sem hotela samo povedati, kako glas lahko spremeni v bistvu razpoloženje tudi vas, ki me ne vidite. Ampak jaz nisem sama v studiu Radio Fantasy, seveda sem z vami Šuši, z mano pa je tudi Tadej Perčič, ki je direktor Celjskega mladinskega centra. Lep pozdrav ponovno. Zdaj, s Tadejem sem videla malo predebatirala, ker sva rekla, da fuzbala se sicer ne greva za mikrofon, pa tudi glih nisma, ne, da bi pela. Lahko govorima, pojala pa ne bi. Ja, tist pa raje. Rajš prepustimo drugim, ne. Čeprav ti nekaj o fuzbalu vem, da včasih si neki brco. To pa slabo veš. Nekaj sem bolj metal. A ja, rokomet? Košarko. Košarka. Ja, dobro, si velik si za košarko. Ja, ne, nogometa pa res. Imaš 2 levi nogi. Dobro, lej, ampak očitno naši estradniki, oziroma lahko rečem estradni umetniki, v narekovajih pa glasbeniki, pa očitno jim to gre. Ker prihajajo namreč iz odrov bodo stopili na nogometno igrišče Skalne kleti naslednji petek. Tako je, postavljajo se na zelo veliko prizorišče. Jaz upam, da pred polne tribune, česar so načeloma vajeni. Ampak vseeno, ja, 90 minut nogometne tekme tudi ni kar tako. No. Tako da Slovenija proti Angliji v Celju. Slovenija proti Angliji v Celju. Ja, naslednji petek bo kar pestro, namreč čaka nas cilj 3. etape dirke po Sloveniji. V Celje se bodo pripeljali okoli 1 popoldne, pol 2 tam nekje. Potem pa se pravi, ob 6 skočimo na Skalno klet, a rabimo kako karto? Ne, vstop je prost, tako da dobrodošli čisto vsi. Bo pa potekalo eno žrebanje v Skalni kleti. Za vse obiskovalce Skalne kleti torej nagradna igra, kjer boste lahko poleteli s helikopterjem. Tako je. Z letalom, ki stoji na mestu. Tako je. Naš partner, ki je tudi soorganizator, ima zelo močne veze in poznanstva in nekako uspel urediti 5 helikopterskih poletov z Flycomom do Julijskih Alp. Tako da bomo izmed vseh obiskovalcev nogometne tekme izžrebali 5 srečnežev, ki bodo prejeli v bistvu brezplačen polet s helikopterjem čez Julijske Alpe, kar pa mislim, da je taka enkrat v življenju priložnost. Kaj imamo kakšne veze, kaj lahko še mene mogoče spusti zraven? Pa to sem jaz isto spraševal, sam noče. Mislim, a veš, ker če bom jaz tam žrebal, mislim, listek pač izpolnila, pa bo rekla, ja, Šuši, ti pa ne smije sodelovati, ne. A veš, in jaz vedno padem skozi, per nobeni nagradni igri. Ampak boš se s kakimi vojaki spet zmenila. Pa. Ja, dobro, da imam vojsko. Dobro, da imam slovensko vojsko. Mislim, da sem jaz najbolj vesela za njih, evo. Torej, rekla sva, naslednji petek se dobimo najprej ob 1 na dirki po Sloveniji. Potem gremo ob 6 na Skalno klet, kjer se obeta dvoboj med Slovenijo in Anglijo in sicer našimi glasbenimi estradniki. 25 bo imela vsaka ekipa, pazi to je zelo veliko ljudi. Žrebali bomo torej 5 srečnežev, ki bodo poleteli s helikopterjem čez Julijske Alpe. Ampak to še ni vse, a veš, top shop. Ne? Ja, potem pa se po tekmi preselimo na glavni trg v staro mestno jedro, kjer pa bodo vsi ti glasbeniki nastopili na velikem odru na glavnem trgu in bo v bistvu en tak koncert različnih izvajalcev, različnih zvrsti, tudi nekaj bojo skupaj nastopili, tako da od 9 naprej potem do, rečemo, pozno v noč, pa koncert na glavnem trgu, no, tako da bo res en tak spektakularen dan. Se pravi, pa tudi brezplačno vse. Tudi brezplačen koncert na glavnem trgu. Mislim, zdaj pa sam še reče, da v Celju ne dogaja. Kje je še to? Kje je še to, no? Torej, ob 12 končamo šihtom. Ob 1 gremo na Prešernovo, oziroma dobimo se v bistvu kar od Krekovega trga do občine in spremljamo našo dirko po Sloveniji. Ob 6 se dobimo na Skalni kleti, kjer si ogledamo nogometni obračun estradnikov med Slovenijo in Anglijo. In potem po tekmi se dobimo na glavnem trgu ob 9, kjer še žuramo in rokamo pozno noč. Takle, ko te poslušam, Maruša, razmišljam, da bi si mogoče kar midva dopust vzela v petek, ker... Pa čuj, ni šloh, to je razmišljanje. Da bomo vse tole uspeli, ne, obiskati. Pa jaz delam na radiju, jaz delam samo do 10. A veš, jaz sem ob 10, grem domov, spakiram kufre. A iščete kakega direktorja na radio?
mislim, lahko bi kakega mlajšega imel, ne? Tedaj fajn, da si se oglasil, zdaj pa že govorimo neumnosti. A lahko dam jaz enega Guštija zdajle? To je bilo pa super. Ker Gušti je vedno zame, veš. V glavnem, če niste slučajno najo slišali, sva vse skupaj posnela, bova dala tudi na naša družbena omrežja in pa na YouTube, tako da dobimo se naslednji petek, najprej na Skalni kleti, potem pa še na Glavnem trgu. Tadej, hvala. Se vidimo, hvala.